Lavritis je danski umetnik, skladatelj in raziskovalec zvoka, ki ga gostimo pri nas v galeriji z inštalacijo Svetišče svetega strahu, ki je v resnici računalnik z aktuatorji, ki ustvarjajo zvok s trkanjem na les in na kovinske lamele. V resnici ima vsak stroj ima nek svoj zvok in Lavritis je naredil kompozicijo, ki je približno dobrih 30 minut dolga, sestavljena iz različnih zvočnih vzorcev, ki računalniku dajejo glas. Glas, ki ga proizvaja, oziroma zvok, ki ga proizvaja ta celotna postavitev, je narejen kot na neko notranjo duhovnost, ki naj bi jo ti stroji, s katerimi živimo, imeli. Tako da, ko stojimo v galeriji, ko poslušamo to kompozicijo, nas iz komada v komad počasi srka vase, zato da se lahko nekako poistovetimo s to strojno logiko, ki je v resnici kodirana čez računalnik. Pri zelo veliko umetnikih, predvsem glasbenikih, ki delajo z računalnikom in ki delajo z mehanskimi glasbili, slišimo, da so s temi stroji, s temi glasbili v nekakšnem dialogu, v dialogu z njihovo notranjostjo, z njihovo duhovnostjo, da ne rečemo z njihovimi demoni. In na stroje gledajo ne kot na neke avtomate, kjer uporabnik samo pritisne na gumb in stroj dela, ampak ima sama mašina, sam stroj tudi svojo voljo. In ta volja se velikokrat pokaže v nekih napakicah, ki mogoče za nepoučenega niti niso vidne ali pa slišne, za glasbenike, ki pa z njimi neprestano delajo, ali pa tudi za druge umetnike, ki s temi stroji delajo, so pa to zelo pomenljivi znaki, ki jim ustvarjajo neko podobo o neki notranji dinamiki, ki jo ti stroji imajo. In za to notranjo dinamiko, za te napakce, za te zdrse, tukaj gre, vzpostavlja se neka tako imenovana glitch estetika in skozi to glitch estetiko ti umetniki, bodisi so to glasbeniki, bodisi so to robotarji ali kakšni drugi, poskušajo ustvariti neko komunikacijo z temi stroji, ker vemo pač, da s temi stroji živimo ne samo oni, ampak živimo vsi in da je treba te stroje razumeti. Res je, da so skoncipirani na način, da samo opravljajo svojo funkcijo, svoje naloge, ampak vendarle je ta funkcija in te naloge so boljše opravljene, če mi razumemo, kako s temi stroji sobivati, kako jim strežiti, zaradi tega, ker ne nazadnje boljše, ko skrbimo za naše stroje, boljše skrbijo ti stroji za nas. Kot sem že prej omenil, vsak stroj ima tudi svoj zvok. Tudi če govorimo o nekem prenosnem računalniku ali pa tudi o telefonu, ki ga imamo, ta naša interakcija povzroča neke zvokce. Ali so to ventilatorji, ali so to neke tipke, včasih so zvoki preprogramirani, včasih delujejo, včasih ne. In za umetnike, ki ustvarjajo s temi stroji, je to nek material, skozi katerega oni lahko ustvarijo neko poved, neko narativo, ki jo zložijo potem v zgodbo. In v tem primeru je zanimivo to zvočilo tudi opazovati, na kakšen način
so ti zvoki, ki jih sicer lahko samo poslušamo, proizvedeni v tem svetišču, kako ti aktuatorji zlagoma stopnjujejo udarjanje po različnih delih stroja, kako se ta nihala pravzaprav spravljajo v neko redundanco in se nekontrolirano stopnjuje njihovo udarjanje ob druge površine in s tem ustvarjajo zvok. Tako da pravzaprav na eni strani seveda lahko poglobimo in kontempliramo ob zvočni sliki, po drugi strani pa, ko opazujemo, kako ta zvočna slika nastaja, vidimo, da je ta zvočna slika vsakič drugačna, ker je to nihanje tako zelo nekontrolirano in zaradi samih lastnosti materialov. In tukaj dejansko gre za nek dialog med nekim programskim jezikom in med nekimi lastnostmi materijala in nenazadnje tudi prostora, v katerem je ta inštalacija postavljena, zato da vsakič znova dobimo nek nov zvočni odtis, novo kompozicijo, ki nas seveda vabi, da jo pridemo znova in znova poslušati.